Moje prvo srečanje z Jazz Festivalom Ljubljana se je zgodilo pred davnimi leti, ko sem bila še študentka Filozofske fakultete in takrat so me na Jazz Festivalu Ljubljana zaposlili kot hosteso oziroma spremljevalko umetnikov. In takrat je bila to zame res nepozabna izkušnja, saj sem 5 dni po Ljubljani spremljala in vodila znamenitega jazzovskega pianista Cecila Taylorja. Poleg tega sem v tistem poletju spoznala tudi še druge jazz glasbenike. Jazz Festival Ljubljana je bil takrat izjemno priljubljen, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v širši regiji. In po koncertu Cecila Taylorja so se kar valile pravzaprav množice jazzovskih oboževalcev, ki so si želeli njegovega podpisa. Tako da je bilo moje prvo srečanje z Jazz Festivalom Ljubljana pravzaprav nekaj takšnega, kar nikoli v življenju ne pozabiš. Na letošnjem Jazz Festivalu v Ljubljani smo prvič uvedli akcijo pod imenom Zame je prvič. Da je ta akcija uresničena, je poskrbel klub poslovnih žensk, ki se imenuje SheOX pri firmi Deloitte. In ta klub je omogočil, torej investiral nekaj sredstev, ki smo jih porabili za to, da smo lahko na Jazz Festival Ljubljana povabili 150 posameznic in posameznikov, ki želijo na ta festival priti prvič brezplačno. Tako da se mi zdi, da je to ena lepa komunikacija tega festivala z širšim občinstvom, poleg tega pa tudi ena priložnost za vse tiste, ki si iz kakršnihkoli razlogov ne morejo privoščiti, da bi sami plačali vstopnico. Ideja o tem, da bi mesec dni pred 56. Jazzov Festival Ljubljana nekako okrasili pasažo, ki jo delimo skupaj z Maximarketom in številnimi drugimi trgovinicami v znamenju jazza, je nastala morda iz ene takšne želje, da bi tudi del Ljubljane živel v znamenju jazza in napovedal ta festival. Nekako smo sanjali o tem, da morda nekatera svetovna mesta dejansko v času svojih jazzovskih festivalov živijo v znamenju prireditve in s tem smo tudi v Cankarjevem domu si želeli, da bi naredili v Ljubljani nekaj podobnega. V izjemno pomoč nam je bila kreativna energija vseh, ki so to organizirali. Še prav posebej pa so bile tu pomembne zamisli naše oblikovalke Maje Kspan, ki si je po moje zelo izvirno zamislila to dekoracijo s ploščami in okrasitvijo izložb. Pravzaprav bi radi ne samo, da bi na letošnji festival prišlo čim več poslušalcev, ampak bi radi tudi to, da morda tudi tisti, ki na festival ne bodo prišli, za trenutek pomislijo, da jazz obstaja, da je jazz tu in da je jazz tisti, zaradi katerega je lahko naše življenje veliko boljše.